Zanima me, če Mercator sprožil kakšne bolj postopke za nepravilnosti oziroma za utrpljeno škodo v tem času. Moram poudariti, da Mercator vse od uvedbe postopka Urada za varstvo konkurence zoper Mercator s pomočjo neodvisnih agencij spremlja, meri škodo, ki nastaja družbi, ki nastaja pravnemu subjektu. Gre za poslovno škodo, gre za škodo, ki nastaja našemu imenu, dobremu imenu, ki nastaja ugledni blagovni znamki Mercator. Mednarodna revizijska in svetovalna hiša KPMG pa izračunava višino te škode. Za enkrat kakršnih pravnih postopkov glede uveljavljanja škode še nismo sprožili, saj škodo še izračunava. Da je škoda, ki je povzročena z takim načinom in s takimi postopki, deloma tudi irreverzibilna, ker je investicija v zaupanje potrošnikov, v ponovno izgradnjo zaupanja potrošnikov nesorazmerna. Neocenljiva. Pravzaprav težko ocenjiva in tudi dolgoročna. Postopek, ki ga je urad vodil tekom preiskave, ni bil skladen z ustavo in v skladu z veljavnimi predpisi. Urad se je skliceval na določbe Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki je po mnenju Mercatorja protiustaven in daje preširoka pooblastila. Ne glede na določbo zakona pa mora vsak državni organ pri uveljavljanju svojih pooblastil upoštevati tudi vse ostale veljavne zakone in ustavo. In v skladu z ustavo so določeni jasni pogoji, v katerih primerih in na kakšni podlagi je mogoče zaseči zasebno komunikacijo oziroma zasebne predmete. Mene pa zanima, kako ocenjujete, kdaj bo zdaj ta postopek končan? Naša ocena je, da bo urad moral natančno oceniti, natančno preštudirati našo današnjo vlogo in vsa mnenja, ki smo jih tej vlogi priložili, in šele po natančni analizi vseh naših navedb in vseh mnenj bi po naši oceni moral tudi sam naročiti kako strokovno mnenje in šele na podlagi tega mnenja izdati odločbo. Kajti urad do sedaj ni opravil nobene analize učinkov ravnanja Mercatorja, Špara in Tuša na trgu in dejansko učinki, ki jih on očita, sploh niso izkazani. Iz tega razloga, po mnenju Mercatorja, urad ne bo mogel strokovno in pravno pravilno v izjemno hitrem času postopka končati. Hvala lepa, Primož Cerno, Dnevnik. Ja, dve vprašanji. Prvo, teoretično, recimo, če urad v odločbi uporabi podatke, za katere pooblaščenka pravi, da so bili predoljeni protipravno. Kaj to pomeni za samo veljavnost odločbe? Pa drugo, gospod Juhar, če lahko pojasnite natančneje, ker sem najbolj razumel, kaj so klauzule največjih ugodnosti? Ja, mogoče, če da kulture, ne tako je. Klauzule največjih ugodnosti so znane pravne klauzule, kjer imajo določeni subjekti, ki so pokriti s to klauzula, vsi so deležni enake ugodnosti. Recimo, ta klauzula so znane predvsem iz mednarodnega prava, ker se države drugi zavezujejo, recimo, da bodo rezidente tretjih, torej določene države, obravnavale na najbolj ugoden način. To pomeni neko enako obravnavanje po tistem najugodnejšem kriteriju. In sistem enotnih cenikov, ki je v praksi redkejši, se primerja z temi ugodnostnimi klauzulami, ki so bolj pogoste in ki so v mednarodni praksi zelo razširjene. Še gospod Melihar na prvo vprašanje. Mercator meni, da urad ne bo kršil odločbe informacijske pooblaščenke
in bo to spoštoval. Informacijska pooblaščenka je omogočila uradu dostop do le dela zasežene dokumentacije in v preostalem delu urad seveda lahko pogleda tudi v zasežene diske. Mercator je prepričan, da na teh diskih ni nobenega podatka, nobenega dokumenta, ki bi kakorkoli spremenil dejstva, ki so bila tudi danes tukaj predstavljena.